Povpraševanje po dražjih avtomobilih na svetu je kar veliko. Že samo v Evropi je interesentov po dragih avtih mnogo. To nam dokazuje tudi rast slovite nemške premijske trojice do obsega prodaje, kakršnega so bili doslej navajeni zgolj Ford in znamke, katerih avti kotirajo enako visoko. Tržni potencial je recimo dokazal že tudi Renault, ko je presenečeno ugotovil, da prodaja skoraj izključno najdražje opremljene Espace Initiale Paris, prodaja cenejših verzij pa je zanemarljiva. Bi se Fordu lahko pripetilo enako? No, Vignale je Fordov Initiale Paris. V praksi se to kaže v podrobnostih in tihi, zares veliko tišji kabini. Kaže se tudi v hlajenih sedežih z nadvse prijetnim usnjem. In sedeži razvajajo z masažo, ki bi jo pohvalili tudi terapevti. Hrbet in zadnjico premetava mnogo bolj učinkovito, kot to počnejo plebejski avti tipa Opel Astra. In zvočni sistem je resnično na nivoju, čeprav nanj niso nalepili znamke katerega izmed butično dragih izdelovalcev Hi-Fija, prek njega pa smo predvajali digitalni radio. Pa je ta upgrade dovolj prepričljiv? No, stane 8000 € več kot enak Mondeo Titanium, pa oprema, ki nas je tako navdušila, ostaja na spisku doplačil. In prave premijske znamke v svojih storitvah nudijo več, vsaj več brezplačnih servisov kot Vignale. Toda vprašanje, če so napisi akcijska cena in brezplačno vam avto operamo in očistimo, tisto, kar si Vignalejevi kupci želijo. Menimo, da si z nakupom neopadljivega Mondea obetajo predvsem premijskega udobja ob dejstvu, da se podrejeni zaposleni ne bodo obregnili ob strošek za službeno vozilo. To vlogo pa Vignale odlično opravlja.